Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma 2. Ta je šla konec lanskega leta in pokriva obdobje slovenskega filma od leta 1988 do 2004. Leta 2015 smo izdali prvo knjigo avtorja Petra Stankoviča, Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma 1, ki pa pokriva obdobje od leta 1931 pa do 1988. Obe knjigi je napisal redni profesor in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Peter Stankovič, predava tudi o slovenskem filmu na Akademiji za radio, televizijo in igro. Z njim se bo o knjigah danes pogovarjala tudi raziskovalka na fakulteti in filmska kritičarka dr. Jasmina Šepetavc. Izvolite. Hvala za predstavitev in tudi v mojem imenu lep pozdrav. Zelo lepo je, da se vidimo v živo lahko. Še lepše je, da se lahko vidimo v kinodvorani. Upam, da ostanejo odprte dlje tokrat. Zdaj, meni se zdi super, da imamo ta dogodek, pa se me bolj sliši, ta dogodek zdaj, ki je 30. obletnica v bistvu ne samo nove države oziroma osamosvojitve, ampak tudi slovenskega filma v novi osamosvojeni državi. In se mi zdi fajn, da smo se tukaj le dobili. Zdaj, kot je že bilo rečeno, si napisal v bistvu dva dela te zgodovine slovenskega filma. Prvi je od leta 1931, ko je nastal naš prvi celovečerni film in to je V kraljestvu Zlatoroga. Zdaj, v drugem delu pa nadaljuješ od leta 1988, kjer si prvo knjigo končal in do leta 2004. In zdaj na prvi pogled, mogoče gre za eno malo kinematografijo ene majhne države. Bi kdo mislil, da je tako, ampak v bistvu sem šla preštet. Prek 150 filmov si pokril celovečernih. Tako da v bistvu kar eno tako zajetno delo. Pa me zanima, kakšna je bila ta odločitev, da se v bistvu lotiš tega ogromnega projekta, pa mogoče s kakimi težavami si se spopadal, ko si se odločil. Ok, najprej sam tehnično. Jaz sem predlagal, da govorim brez mikrofona, ampak se slišite v redu? Ok. Dobro, bom probal tudi mogoče malo bolj na glas govoriti. Drugače pa, še ena tehnična hvala vsem, da ste prišli na to predstavitev. Drugače pa, če probam odgovoriti na to vprašanje, dobro, zdaj, zakaj sem se odločil, kako sem se odločil, v bistvu čisto neka banalnost, v bistvu trivialna. Bil je nek lep popoldne, ko sva bila z ženo v Zagrebu in sva neki tam harala po antikvariatih in sem našel neko knjigo Ivo Škrabalo, 101 godina hrvatskog filma in sem kupil, zmeraj me zanimajo te ne ameriške kinematografije ali pa ne sploh te, ki smo vsi blizu. In moram reči, da me z nekim totalnim veseljem, to čisto so blizu, pa ful ne poznaš in tako naprej, zelo zanimiv. Ti neki malo tudi politični konteksti, socialni in tako naprej. Tako da prvi preblisk mi je bil to, kako bi bilo to luštno, če bi imeli tudi za slovenski film nekaj takšnega. Tako da v bistvu pol sem začel razmišljati in v bistvu nekako me je prijel, da pa mogoče pa bi jaz to lahko naredil. Zdaj pač enostavno tudi mogoče iz tega vidika, ker se po eni strani ukvarjam s filmom, mislim čisto skratka teoretsko, in drugič, ker sem kulturolog, pa recimo, da kombiniram te skratka estetika, politika, te pač neke široke okvirje, ki so zanimivi. Tako da to mi je bil nekako prvi ta izziv, pol sem začel pisati
opisati, malo tudi tako škilečno to, kako je ta Škrabalo naredil, ampak sem ugotovil, da v bistvu moram malo to po svoje iti, malo se je ta formula razvijala. Najprej sem pisal tako, kot on je pisal, tako, ne vem, 1 odstavek, 2 odstavka na film. Zdaj, dobro, tudi imajo Hrvati več filmov, ne. Ampak ne, sem začel, takoj mi je bilo pač ena ta, ne, zdaj v bistvu, ne, a bi to nekako pisal neko poljudno knjigo, ali bi mogoče tudi malo te reflektirati te stvari, se pravi estetske, politične, kontekstne, whatever. Se mi je zdelo, da v bistvu bilo škoda, če bi to drugo preskočil, pa zdaj se da moš kakšne koncepte, ki uporabljaš, recimo, da razložiš, ne, ker ipak je mišljeno za mičkan širšo publiko, ne vem, kaj to, balkanizem, ne vem, reprezentacije, ne, skratka spolna razlika gor, ne. Hoč pa se je začel tako širiti, pa se mi je zdelo našiti tole, ne bo lih poljudna knjiga bo preširoka, ampak sem rekel nekako, no, ne vem, ne, zdaj pa če že delam, pa probam narediti, ne, skratka čim bolj temeljito in v bistvu tudi potem pri drugem delu sem rekel, da bom v bistvu, sem probal narediti intervjuje z vsakim režiserjem pred vsakim filmom, skratka, ki sem ga začel obravnavati, enostavno v smislu, da on pove, kakšna je bila njegova vizija, da to napišem in zdaj recimo, dobro, seveda potem jaz nekako, ne, stopam v dialog, ne, se pravi, vidim, interpretiram po svoje, ampak tudi recimo, če še kdo bral, pa delu kaj podobnega, ne, skratka, tudi če se ne bo z mano strinjal, bo videl, kaj je v bistvu režiser. Mislim, se mi zdi to fajn, da se zabelež, ne, kot mislim, ne, nekje in ostane, ne, se pravi, kaj je režiser hotel, kaj je bila njegova vizija, kakšne je imel težave, ne, skratka veliko enih teh nekih zanimivosti. Tako da pa sem probal pokriti vse živo, malo tudi te, se mi zdi, biografije režiserjev, sinopsisi, zanimivosti, kak je mogoče malo bolj resne diskusije, vse to. Ja, tukaj si v bistvu že načel, ne, to vprašanje strukture, ker si rekel, imaš biografije, imaš sinopsise, ampak greš tudi v eno sociološko analizo hkrati, ne, pred vsakim desetletjem nekako pišeš ali pa širše kontekstualiziraš vse te filme, družbeno, politično in ekonomsko, ne, kaj se je zares dogajalo, ne, takrat v državi. Zanimivo pa mi je bilo, ker si, in to, o tem tudi pišeš v knjigi, da si imel večkrat pomislekov, a vključiti ta nek moment filmske kritike, ne? Ker po eni strani le gre za neko majhno državo, med sabo se ljudje poznamo in je to en lahko večkrat neroden moment, ne? Po drugi strani je pa filmska kritika dosti nujna za to, da se mogoče izpostavi dobre primere prakse ali pa kakšne slabše izpeljave, ne, in da se v bistvu napreduje, ne, kinematografija. Tako da, če bi mogoče nekaj o tem govoril. Ja, imel sem dilemo, ne, zelo preprosto, ne, se pravi, na začetku mi je bila ta ideja mogoče film opisati, ne, se pravi, okej, govori o tem, imamo te neke mogoče vsebinske poudarke, asociacije in tako naprej, ampak pol se nekako, ne, dobro, pa imaš neki film, recimo, mislim tako, ta neka dilema, ne, a biti zdaj sociolog, a biti kulturolog, ali biti filmski kritik. Na koncu dosti sem tehtal, ne, in pol na koncu sem rekel, da bi vključil nekako mojo pozicijo, vendar je tudi pozicija filmskega kritika, se pravi v bistvu početi nekaj, se pravi v bistvu vrednotiti filme. To je delikatna zadeva, ne, se pravi v bistvu kar dober, ne, saj to so čisto pa človeške stvari, ne, film je, ne vem, režiser ga pripravlja, projekti, snema se, en kup svojega življenja dajo v to in zdaj, ne, pač nekdo tukaj, ne, skratka tukaj mudruje v teh zadevah. Ampak po drugi strani, ne, se mi zdi, slovenski film je na taki specifični poziciji, ne, se mi zdi, ko v bistvu oscilira med dvema skrajnostima, ki se mi zdi, obe malo problematični, ne, se pravi, ena je v bistvu ta, da v bistvu ljudje rečejo, skratka, slovenski film je zanič, to je dolgčas, to je drag, to je zatežen, kdo to lahko gleda, ne, skratka, nažalost je ogromen tega, manj kot je bilo, ampak še zmeri. To je ena skrajnost, ne, eno a priorno odklanjanje, druga skrajnost je pa v bistvu to a priorno trepljanje po hrbtih, ne, skratka, saj smo super, pa fajn, pa tako si naredil, ne. Zdaj, hočem reči, dobro, ne, normalno vse to, ampak mislim, da na nek način zdrava kinematografija se začne v bistvu tle nekje vmes, ne, se pravi v bistvu, ko iščemo dobre strani, slabe strani. Jaz sem, nekako moje izhodišče je bilo tako, da v bistvu čisto pri vsakem filmu probam najti kakšne dobre in slabe strani. Moram reči, da v bistvu
pri samo enem filmu, če se ne motim, mi ni uspel najti niti ene dobre stvari. Drugače nekako, ne. Sem iskal. Tako da v bistvu v tem smislu, ne, se pravi, se mi zdi fajn, ne, da ni ta a priori super, a priori bad, ampak da v bistvu probamo razločevati. Ne. Se pravi, to je ena stvar. Druga stvar, seveda delikatno je, ker hočem reči, ne, to zmeraj bazira na mnenjih. Ne. Se pravi, filmov ne moreš izmeriti, ne. To ni fizika. In je skratka občutljiva zadeva, ampak jaz zelo zagovarjam neko stališče, neko starejše, neka sociologa Jeffreya Alexandra, ne, ki je rekel, da v bistvu v vseh teh stvarih, ne, ker se interpretira, v bistvu ni nobene druge možnosti kot nekaj, kar on imenuje diskurzivna racionalnost. Ne. Se pravi v bistvu dialog. Ne. In dialog, jaz povem, kaj mislim recimo v nekem filmu, ti poveš, kaj misliš o tem, ne, nekdo tretji pove o tem filmu in skozi ta dialog, recimo, da se vzpostavi neko, ko ne rečem, ne, saj približno strinjanje, ne, skratka, kaj ta film pomeni. Ne. Tako da v bistvu na nek način ta moj projekt je poskus neke iniciacije v bistvu tega dialoga. Absolutno ne predpostavljam, da v bistvu tako, kot sem jaz interpretiral filme, da je to neka dokončna resnica. Ta ne obstaja, sploh pri filmih, ne. Ampak se mi zdi iz prej omenjenih razlogov fajn, da v bistvu se nekako sem poskušal tudi na ta način razmišljati. Pa ko že govoriva o dialogu, se mi je zdaj fajn, da si izpostavil v knjigi tudi en velikanski problem, ki mislim, da se z njim spopadamo vsakič, ko poskušamo recimo raziskovati slovenski film, no, saj v kritiki, verjetno pač ljudje, ki se ne ukvarjajo s filmom, pa sploh ne pridejo do slovenskih filmov. Ne. Slovenski filmi so praktično skoraj nedostopni za javnost, sploh neka starejša dela, moraš jih iskati po internetu, moraš do različnih producentov, do SFC-ja in tako dalje. Verjetno si se s tem mogel precej spopadati. Je pa to tudi vprašanje, mogoče malo širše, no? Kaj misliš kot pedagog, ne? Ker praviš, da naš največji problem je ravno ta, da svojega filma ne poznamo. Ne? Kaj misliš, na kak način bi lahko to mogoče reševali? Ali pa knjiga je recimo zelo dober uvod v to. Ja, to je hud problem. No, mislim, da lahko bi zdaj govoril anekdote, skratka cele, sploh, ko sem začel pisati prvi del, to je bila katastrofa. No, zdaj pol, ko sem to izdal, na kak so me ljudje poznali in je bilo vse veliko lažje, ampak ne, mislim, teh filmov enostavno starejših nemogoče dobiti. Kolikor toliko za silo zbirko so imeli, ker sem jaz delal edino na AGRFT-ju, se pravi, da si lahko, pa to v bistvu ponovadi zelo slabe kopije in tako naprej. No in v bistvu na koncu, mislim, mi še oni niso pustili, ker pač v bistvu nisem, ne, pa sem začel slučajno v nekem drugem ključu predavati na AGRFT-ju in potem sem si lahko sposojil te filme, ker sem bil pač njihov. Ampak to je ta neka plemenska mentaliteta, ki mislim, da je zelo ubijajoča in tako naprej. Jaz razumem, vsi akteri se trudijo, SFC se trudi na svojem področju, ampak dobijo države za restauracijo, ne vem, skratka 1-2 filma na leto, kar je absolutno premalo. Posname se več, kot se v bistvu restaurira. Mislim, se pravi, ni tako, da bi komu kaj zameril, ampak ja, skratka, katastrofa je. In v bistvu pa ne samo ta sama po sebi, ampak recimo tudi problem, ne, mislim tako, no to, kar si rekla, ja, slovenski film blazno slabo poznamo, oziroma, ne, mogoče bi rekel celo malo drugače, ne, v bistvu ena taka zelo popačena poznavanje slovenskega filma. Imamo par filmov, v bistvu, ki jih v bistvu vsi Slovenci poznajo, ne, se pravi, in to je, ne vem, Kekci, Najoči Peter, To so gadi, Sreča na vrvici, še mogoče 3-4 recimo bi se najdel, ne. Ampak, ne, skratka, ne, da ne poznamo nič, ne, ampak poznamo en zelo specifičen izsek, ne, vsega ostalega pa absolutno ne. In zdaj v bistvu, ko rečem, zdaj tudi, če bi spoznali ta specifičen izsek, je bilo mogoče nujno to najboljše, ampak niti ni. Ne. Skratka, to so v bistvu filmi, ki so na nek način bili najbolj popularni. In tle je tudi neka hecna stvar. V bistvu blazno pri Slovencih so komedije dobro funkcionirajo. Ne. Dober, which is great. Jaz imam super rad komedije, ampak hočem reči, res ful dobrih filmov je, ki so popolnoma pozabljeni. Hočem, ne vem, recimo, ne meni je tako, recimo partizanski film, pustimo zdaj partizani, vse te zgodbe, ampak hočem reči, to je bil nek žanr,
kjer je bilo celo nekako neformalno včasih tako, da vsak režiser more posneti kakšen partizanski film, čistko po službeni dolžnosti. In hoče reči, eni so posneli res totali genialne zadeve, ki so, no, ne vem, France Kosmač, dobri stari pianino. Ne. Hočem reči, tudi, mislim res, ali pa ne vem, mislim, ful je tega, ne, popolnoma pozabljeno. Ne. Tako da jaz ne vem, kako se tega lotiti, ampak dajmo mogoče začeti izpostavljati. Se pravi, ne, skratka, filmi so nedostopni, poznamo samo skratka, en zelo ozek izsek in tudi recimo televizija, če bi mogoče začela predvajati malo širši nabor, ne samo da najoči Peter vsakih 5 let, mogoče še bi bilo drugačne. No, evo, in si naj pripeljal vsebino svoje knjige. Zdaj, kot sem že rekla, začneš leta 1988 z filmom Remington o pobeglem zaporniku, ki poskuša z dekletom pobegnati v ZDA. Ampak v knjigi si nasplošno precej kritičen do tega obdobja, neke druge polovice 80-ih let. Se mi zdi, no, vsaj jaz sem tako brala. Ne, predvsem izpostaviš eno zanimivo reč, da filmi v tistem obdobju z redkimi izjemami seveda niso nekako znali reflektirati obdobja, ki je bilo res dosti turbulentno, ne, v tistih časih. Hkrati je pa to mogoče tudi zanimivo, ne, ker kolikor sem jaz raziskovala obdobje, so bili v bistvu ljudje takrat dosti dobro filmsko izobraženi, ne, imel si to neko publiko, tudi video recimo slovenski, ne, je bil v 80-ih na vrhuncu. Tako da kaj se pa dogaja mogoče s filmom v tistem obdobju? Ja, no, mogoče samo za to leto 88, ne, se pravi, dosti me ljudi sprašuje, zakaj sem, ne, skratka, ni bilo leto 91, ne, samostojna država in tako naprej. Tle mi je bilo prav tako, ne vem, to je tudi malo tako, se mi zdi slovenski sindrom, ne, blazno vse politiziramo, ne, in se mi zdi prav za nalašč sem probo razmišljati, se pravi, dajmo film ne, ko rečem, med za ujetnika politike, ne? In v bistvu ga gledati kot neko avtonomno izrazno sredstvo. Ne? Estetika, politika so v dialogu sta. Ne? In v bistvu, če sem probal gledati iz tega zornega kota, se mi je zdelo, da v bistvu slovenski film se začel obračati že pred letom 91. Ne? Pustimo, da se ni čisto takoj obrnil, ampak začel se je obračati. Ne? Se pravi, v bistvu to, kar hočem reči. Ne? Se pravi, druga polovica 80-ih let, ja, ogromen enih filmov, bledih, lahko bi vam jih našteval, pozabljenih, nažalost v bistvu bolj ali manj upravičeno. Ne. Razlogi so kompleksni, v bistvu zakaj je to bilo. Takrat se je Viba zelo se institucionalizirala, ne, se pravi, v bistvu zgodilo se je mogoče to, kar ne, prej je bilo ogromen, ne, se pravi, Viba bi studio in v bistvu ogromen ljudi so delali kot freelanceri, ne, in v bistvu, ne, se pravi, nek projekt, nek film in so pršali in so posneli in tako, ne. Pa naenkrat v bistvu so zdaj bili vsi zaposleni in tako zelo ležerno se je začel snemati filme, brez ideje, predvsem slabi scenariji in tako naprej. No, ampak hočem reči, že v drugi polovici 80-ih let se začne pojavljati mladi režiserji, ne, ki v bistvu vidijo, da nekaj ni v redu in iščejo neke alternative. Ne. In tudi v bistvu pojavijo se prve alternative Vibi, ne, se pravi, Remington je bil posnet za neodvisno, ne, skratka produkcijsko hišo, ne, kar je takrat v socializmu malo hecen, ampak v bistvu so se pač lotili tega, ne, in v bistvu naredili film, ki je dober. Mene ni čisto prepričal, ampak hoče neč bil pomemben korak naprej. Ne. Tako da v bistvu sem razmišljal čisto v teh stvareh. Ne. In tudi konec 80-ih let se začne že pojavljati to, kar je bilo najprej, skratka, poskus, saj po mojem, ne, če probam tako na široko gledati, poskus izhoda iz te krize slovenskega filma. In to je v bistvu obračanje k žanrskemu filmu. Ne. Se pravi, začnejo se pojavljati v bistvu žanrski filmi. Ne. Moja teza je, da se v bistvu izkaže, da v bistvu žanr ni lih odgovor najboljši. Ne? In to, kar potem se zgodi v drugi polovici 90-ih let, kar sam imenujem preporod slovenskega filma, ne? Se pravi, novi, sveži filmi, ki prepričajo kritike, prepričajo gledalce, niso žanrski filmi, ampak so neki novega. Ne? Ampak hočem reči, ta prvi premiki so bili v veliki meri iskanje v smeri žanra,
Ne, in pol se mi je zdelo prav tako, ne, se pravi, ja, ne, Remington, ne, neka kriminalka, ne, ok, ameriški avto, road movie, ne, tako simbolna prelomnica ta, ne pa zdaj osamosvajanje. No, ampak tudi po osamosvojitvi v bistvu dobimo ta prvi celovečercev v samostojni državi, ki je tudi žanrski film, ne, Babica gre na jug, ki je film ceste in te gospe, ki pobegne iz doma za upokojence in gre na lepš, ne. Kar je, mislim, ta film sem jaz ene par mesecev nazaj ponovno gledala, ne, in se mi zdi, da v bistvu Babica precej deluje še danes, ne. Imamo en ta simpatičen zaplet, je optimističen, lahkoten. Tako da v bistvu, no, pač zanimivo gledanje, mogoče še vedno danes, ampak ta trend, ne, mogoče, kot si rekel, žanrskih filmov, ne, ali pa komedij, pa komercialnega filma se potem ne nadaljuje za Babico, ne, preveč. In me zanima, no, kako vidiš nekako ta prvo polovico 90-ih, ker se mi zdi, da pa je nekako v slovenski zavesti, ne, velja za to obdobje, ne, kjer smo nekako odklanjali ta slovenski film. Ja, se pravi, jaz mislim, da se je to razočaranje na slovenskem filmu se je zgodilo že v drugi polovici 80-ih let. V prvi polovici 90-ih nekako, ja, ta slaba volja se je nadaljevala. Tle sicer sem jaz mičkam bolj prizanesljiv v smislu, pač treba razumeti kontekst, ne, se pravi, v bistvu Vibo so razpustili, ni bilo čisto jasen, kako zdaj sploh to, ne, naprej, nekaj časa je potem, ker Ministrstvo za kulturo v bistvu financirali projekte, ok, pol se je počasi postavil Slovenski filmski center, ne, ampak hočem reči, to so bila leta, ko noben ni čisto dobro vedel točno, mislim, tako zelo negotova situacija je bila, denarja ni bilo veliko, se pravi, projekti so bili redki, in režiserji so vedeli, da to, kar je bilo doslej, v bistvu ne funkcioniralo in v bistvu jaz bi rekel, prva polovica 90-ih let je čas iskanja, no. Čas iskanja, ki ni bil zmeri čist produktiven, ampak včasih je treba, ko ne rečem, ne, skratka, ne probati različne stvari. Jaz mislim, to obdobje iskanja eksperimenta z žanrom, ne, ki se ni ne bolj ali manj čist dober iztekel, dober, ne, plusi, minusi, ne, skratka, da se strinjam, ne, Babica gre na jug, absolutno simpatičen film, lepo teče, skratka, malo vse to, kar pač dober film mora imeti, ne, in potem je spet malo zastoje gor dol, ampak so bili nastavki, so se pojavljale tudi v tej situaciji, ne, jaz bi rad spomnil, ne, leta 91 je prišel od Zupaniča Operacija Cartier, ne, ki je sicer televizijski film, ni bil nažalost ne povečan na skratka, kinematografski format, ampak tako, zelo priljubljen film, se spomnim, v bistvu na televiziji se ga večkrat, zdaj smo rekli, to ne mogo, to ni slovenski film, to je ne vem, Sven de Solc posnel tle. Tako da, ne, pa ne vem, da ne grem, ne, pa Morana, ne, tudi malo, ne, pozabljena ali karkoli, ampak ne, nek simpatičen poskus grozljivke, kar mi je všeč, v bistvu tudi malo tako, ne, se pravi, nekaj na začetku vsi tako malo ameriški film, ampak recimo, ne, ta je, ne, skratka, Verbič znal, ne, skratka, najdu pa to neko slovansko mitologijo, ne, ki je grozna, kar se mi zdi v bistvu tako zanimiv, ne, se pravi, ta neka lokalizacija žanrskih konvencij. Tako da, če gledaš te filme skupaj, se mi zdi, so se malo sestavljali, končem, so bila iskanja, ne zmeri posrečena, ampak se mi zdi, so pa se kulminirale neka spoznanja, ne, na katerem potem gradi to, kar imenujem slovenski preporod slovenskega filma. Ja, no, zdaj mogoče še večkrat povej o tem slovenskem preporodu, ne, ja. Ko se zgodi, praviš, v drugi polovici 90-ih, z filmi kot so Express, Outsider, v Leru. Tako da, mislim, kaj te filme nekako označuje, no? Na kak način jih definiraš? Ja, zdaj spet malo počes, ampak tako, no, recimo, ne, če je prva polovica 90-ih let obdobje iskanja, eksperimentov, ne čist neproduktivnih nujno, ne, ampak še zmeri nek občutek, da je slovenski film v slepi ulici in tako naprej. Zdaj moram se spomnim, leto 97, ne, pridete en za drugim v kinematografe, ne, se pravi
Outsider od Andreja Košaka in Express od Igorja Šterka. Še spet nismo verjeli, pet pogledati, to nemogoče. In v bistvu, mislim, 2 filma, oba v bistvu, skratka, dober vtis in na gledalce in na kritike, kar doskrat v zgodovini slovenskega filma ni bilo skupaj. Tako da v bistvu to je bil cel šok. In potem dejansko sledi serija filmov, podobno zanimivih, kvalitetnih, intrigantnih, ki so preporodili, skratka, dejansko slovensko kinematografijo z ene faze, kjer se je zdelo, da bo slovenski film enostavno končen crkno, če rečem po domače, ker ni nobenega zanimanja, do nečesa v bistvu, kar je zanimivo, kar je priljubljeno, kar je v bistvu ljudem všeč, se pravi, res se je zgodil po mojem preporod. Zdaj, seveda sem razmišljal, a te filme nekaj povezuje med sabo. Jaz mislim, da ja, v bistvu in to več stvari. Dobro, ena zelo očitna, to je bila nova generacija. So bili mladi režiserji, dejansko v bistvu se je izkazalo, da te starejši so se bolj ali manj izpeli, nimajo več kaj dosti zapovedati ali pa ne znajo, skratka v bistvu. In pride, mladi, bolj ali manj diplomanti, AGRFT-ja, stopijo za filmske kamere, začnejo snemati in v bistvu, se pravi, postavijo neke zadeve, ki so zanimive. Se pravi, dejansko šlo za generacijski prelom, pa tudi slogovno, vsebinsko, to so filmi, v bistvu, ki bi rekel, vsem je značilno, da so relativno majhni, se pravi, komorni. To niso epi, to niso, skratka, neke velike zadeve, to je v bistvu par likov, par lokacij in tako naprej. Ampak spet v bistvu se mi zdi mislim, dobro, funkcionira, ampak tudi, recimo, če gledamo v kontekstu, ker recimo predtem, bi tudi so bili te poskusi žanrski imitiranja, recimo, se malo je pozabljeno, ampak, kaj veste, ta ameriški, skratka, akcijski, velike produkcije, Patriot, Rabljeva freska, mislim, hočem reči to, da zdaj smo tle, najmanj Kalifornija in da bum, bam, bam, mislim, da zapustimo, hočem reči, filmi seveda, te 2 pa še kakšen drug, poln enih slabostih filmskih, ampak hočem reči, mene recimo odbijata kot kulturologa v smislu, ker mislim tako, ker nimata nobene povezave s tem, kar jaz, recimo, ko živim v Sloveniji, doživljam kot Slovenijo, čutim kot Slovenijo. To je pač Ljubljana, ni Los Angeles, na oblasti imamo Janšo, hočem reči, mislim, se mi zdi, film je tako kot umetnost, to je dialog s svojim okoljem. Človek v bistvu z umetnostjo v bistvu, razmišlja o svetu, v katerem je sploh film. In v bistvu, kar hočem reči, se pravi, v bistvu te filmi preporoda, so majhni, ampak majhni v tem simpatičnem smislu, prvič dobro, so cute, ampak v bistvu tudi v tem smislu, ker prvič ali pa po dolgem času, recimo ti v teh filmih čutiš Slovenijo. Se pravi, v bistvu, to je majhno okolje, ampak totally nič narobe s tem, če je majhno okolje, skratka, vsaka stvar ima svoje pluse in minuse, veliko je luštenega v tem majhnem okolju, je nekaj tako butičnega, simpatičnega in tako naprej. In v bistvu te filmi, se mi zdi, so lepo prelili v bistvu to zadeve. In skratka, ta majhnost, potem v bistvu, rekel bi, stiliziranost, se pravi, prej, dobro, s kakšnimi izjemami in tako naprej, ampak te filmi slovenskega preporoda tako, te slogovne prvine so močne, Express, je čist neka taka miniatura, lirična, Outsider mogoče malo manj, ampak recimo v Leru spet, skratka, močne te estetske profile imajo. Vsak v svojo smer, ni skupnega imenovalca, ampak je skupni imenovalc to, da v bistvu vsi grejo v eno, skratka, močno slogovno profiliranost, kar se mi zdi zanimivo in v bistvu v redu. Tudi v bistvu še ena stvar, v bistvu te filmi so praviloma, bi rekel, zelo so topli, zelo so človeški. To je v bistvu, kar absolutno človek pogreša, recimo v slovenskem filmu začetka 90-ih, konca 80-ih. Neki čudni, abstraktni, da se dogaja v nekem brezčasju in tako naprej. Težko si relataš z njimi ali karkoli. Hočem reči, da zdaj ne bi esencializiral, ampak, veste, Slovenci, jaz sem na pol sicer, skratka, smo skratka, Slovani, s vsemi plusi in minusi, ampak imamo to neko toplino,
čustva, ki jih znamo izražati, v bistvu, ne, boljš kot mogoče drugi. To je nek potencial v bistvu, ne, našega filma, ki se mi zdi ne dost izrabljen in tle se mi zdi slovenskim preporodom, ne, skratka pride to so filmi, ki so topli. Ne, se pravi, čutiš ljudi, fajn so in da jih začutiš, ne rabiš noben bum, bam, bang, ne, lahko je tako kot v Leru, ne, skratka 3 liki, 1 soba, ne, ampak zelo čutiš. Ne. In potem v bistvu to v novo tisočletje praviš, da na nek način ta preporod ne traja oziroma da se je spremenil v nekaj drugega, ne? V eno tako pluralizacijo avtorskih oblik, mislim, da rečeš. Ja. Skratka, takrat nastaja, ne, vrsta zelo različnih filmov, ki jih pa danes nekako poznamo kot, no, če poznamo slovenske filme, ne, poznamo nekako vse te filme, recimo ko Zole naredi pornofilm, Hoče verjebi ga, Šterk Ljubljano, Lapajne šelestenje, Košak zvenenje v glavi, Pevec pod njenim oknom, Cvitkovič, Kruh in mleko, ne, ki je mogoče bil tudi en tak velik hit mednarodno. Dobimo celo 2 prva celovečerca, ki sta jih naredile režiserke v Sloveniji. Maja Weiss je naredila Varuha meje in Hana Slak Slepo pego. Zdaj, zanima me, torej, ta raznolikost, ne, slovenskega filma, se mi zdi, da se res pojača. Ne? Mislim, zgodijo se ene res neverjetne stvari za toliko manj let. Ne? Kakšen pa je odziv gledalcev? A se filmu uspe nekako utresti končno tega slovesa, da je slab in ga sprejmejo do svojega in ga hodijo gledati ali ne? Ja, zdaj odgovor je nekje po mojem vmes. No. Absolutno mislim, da je ta, ne, preporodna kinematografija rešila slovenski film. Ne. Skratka, je prepričala in v bistvu, če že ne navdušila te široke slovenske množice, ne, skratka, saj dala nek jasen signal, da tle se zanimive zadeve dogajajo, da je vreden podpirati slovenski film in tako naprej. No, tako da v bistvu to je to. Zdaj pa recimo, če greva te filme, ne, potem z novega tisočletja, bi pa rekel tako, no, da zdaj spet imamo to neko klasično slovensko varianto, ne, kjer imamo komedije, ne. Through the roof, ne, se pravi to, ne, gremo mi po svoje, pa prhostar. Ne vem, zakaj je to, ne, to je tako zanimivo kulturološko vprašanje. Mogoče slovensko življenje je toliko tragično, da ne, imajo ljudje toliko potrebo po komedijah. Ampak hočem reči, ne, mislim, zdaj jaz tudi, veš, mislim, se mi zdi, ne, zmeri so te filmi neka ta Gaussova krivulja posod, to je normalno, ne, se pravi, večina jih je povprečnih, eni so pač totalno zanač, eni so super, ampak recimo, če gledam jaz recimo produkcijo slovenskih filmov nekje od leta 2000 naprej, ne, jaz mislim, da moramo reči, da v bistvu je tle v bistvu delež dobrih filmov, hočem čez neko to, ne, skratka, normalno povprečje. Ne. Mislim, da imamo v bistvu, seveda normalno je pridejo kakšni slabi, ne, ampak v bistvu ne, skratka, cela slika v bistvu je slika ene zelo zdrave, vitalne kinematografije, ki v bistvu producira zelo raznolike filme in v takem skromnem kontekstu je v bistvu, mislim, to je totalen čudež. Ne. Mislim, da bi mogli to, da ne dramatiziram, ampak da po slovenski, da hodimo pa zastave, ne pa da hočejo kin slovenski film. Ne. Ampak dobro. Ne. Ja, sploh po tem slabem letu. Ja. Dajva še povedati, no, nekaj mogoče v pogostih temah zadnjih 30 let. Zdaj, kaj bi izpostavil mogoče kot ene pomembne teme ali pa tudi motive slovenskega filma, ne? Zdaj, prvo vprašanje mogoče, kaj je z avtomobili, drugo vprašanje, kaj je s spolom in z retradicionalizacijo, ki se je mogoče zgodila nekje sploh po osamosvojitvi za en čas. In pa tudi mogoče, če lahko mečkam govoriš o tem preseku urbano-ruralno ali pa teh ločnicah. Ja, to so zelo kompleksne zadeve, vsak je bi lahko zdaj na zelo na dolgo govoril.
Ne, se pravi, ja, jaz sem obravnaval in zaradi tega mi je bilo tudi toliko zanimivo, ne, kot rečeno, moja pozicija v osnovi je kulturološka, ne, se pravi, in v bistvu v teh filmih seveda razmišljam o filmih, ampak tudi razmišljam o slovenski kulturi, ki zelo se kaže v njih v bistvu, ne. Tako da ne vem, kje začnem recimo lahko, no, pri avtomobilu, dobro. Pa da mogoče še najmanj, ne, ampak, ne, se pravi, ja, ne, mislim, dobro. Recimo, če si začel Ja, s Remingtonom, ja, ja, se mi ja. zdi- Ja, tako bom rekel, no, zdaj, to sicer ni treba gledati slovenskih filmov, da človek ve, ne, skratka, v Sloveniji obstaja neka, po mojem, bom rekel, Bob, vi pa me ustrelite, če hočete, ampak neka patološka obsedenost za avtomobili. Se pravi, avtomobil je statusni simbol, avtomobil je veselje, avtomobil je, ne, skratka, res Slovencu srce zaigra, ko se kupi nov avto, ampak to je, ne, poezija takšna, ki se ne more primerjati z nobeno drugo. Ne. Zdaj, odkje to, dobro, na neke te svoje teorije, ne, to, jaz mislim pač, mi smo neka periferija, polperiferija in v bistvu te periferne družbe zmeri nekako kompenzirajo to svojo perifernost na različne načine. Ne. In Slovenija ni tle nič posebenka, ne. Recimo, ne, Srbija, recimo, ne, ista, ne, periferija, ne, samo drugače kompenzira, ne, tam v bistvu blazno je ta, ne, skratka, moramo biti moderni, ne, vsi ti novi trendi, takoj pridejo, ne, skratka, mi smo, ne, to je ena ta periferna strategija kompenzacije, ne, mislim, da v bistvu neka specifična slovenska periferna strategija kompenzacije je pa v bistvu ta nek fetiš nekega objekta, nekega pleha, ki prihaja iz zahoda in skratka, ne, je zdaj v bistvu nek statusni simbol in neka kompenzacija in tako naprej. Ni važen, kje stanujemo, ni važen, kako smo oblečeni. Važen je, da imamo dober avto in da sosedje pozelenijo od zavisti. Zaradi tega. Ampak hočem reči, ja, v slovenskem filmu je dejansko, ne, skratka, se to pojavlja ves čas, ne, v bistvu tudi od, ne vem, Čapa, ne, naš avto, ki je v bistvu super komedija, ampak hočem reči, ta film v bistvu je total flop, ne. Zakaj? Po mojem, zaradi tega, ker se Čap, ne, tujc kot je, ni imel tega feelinga, da je avto Slovencem res drag, ne, se je norčeval iz te obsedenosti za avtomobila in to pač you do not do in Slovenija, ne. Ampak dobro, to je, ne, malo špekuliram in se hecam. Ampak ja, ne, se pravi, v bistvu ena značilnost slovenskih film, ne vseh in tako, ampak se vredno pojavlja, ne, se pravi, v bistvu označevanje nekega, ne, skratka, kula, ne, karakterja, ne, ali pa sploh njegovega profila, ampak tipično, ne, skratka, kul, ne, to, kar junak načelno mora biti, za avtomobilom, ne. Ne, tudi če je v bistvu popolnoma nelogično, ne, kot je Remington, ne, skratka, na begu je, skrit se more, ne, skratka, v socialistični Jugoslaviji se more voziti z ameriškim avtomobilom, da se ga ja iz vesolja vidi, ne. Hočem reči, ne. Se tudi v Babici grejo s tem merčem. Babica, ne, skratka, on bo bankrotiral, ne, skratka, etična dilema ima, ko bo zdaj babico more uropati, ne, da lahko jazz klub, ne, ampak ne bo pa prodal svojega vintage Mercedesa, zato ker, ne, to je pa pač vintage Mercedes, ne. Hočem reči, ne, se redno pojavlja, no, tako da, ampak dobro, ne, to je nek tak, kot če napol kurioziteta, ne, ki pa tudi malo zaznamuje slovenski film. Mi je všeč pol tudi kaki odmiki od tega, všeč mi je recimo Šterk, ne, Ekspres, ne, ki je pol dal te vlake, ne, ki so v bistvu tako, ja, ne, noben se ne vosu vlaki v Sloveniji, ne, in to je najdu, ne, so taki dobri obrati, meni simpatični. Ampak ja, no, skratka, to je ena stvar, ne. Druga stvar, ne, ki si omenila, recimo, ne, če govoriva ta gender, ne, skratka, konstrukcija spolov, to je blazno zanimivo, neki se niti nisem hotel fokusirati na to, ampak ne moreš spregledati, ne, se pravi v bistvu, ne, zdaj, najprej recimo, ko sem gledal ko sem šel po vrsti zgodovina slovenskega filma, ne, kaj sem ugotovil, v bistvu, ja, ne, v bistvu imaš to neko, ne, konstrukcijo ženske, ne, ki je v bistvu, ko ne rečem, taka dost, dobro, ni črno-belo in tako naprej, ampak če probaš pogledati neko to big picture, v bistvu ogromen je te neke, ne, skratka, cankrijanske mame, ne, trpeče in ne, skratka, ko ne rečem, ne, tragično prenašajoče, ne, svoje usode in tako naprej. Ne. In zdaj seveda prvi nek, ko ne rečem, moj vtis je bil tako, ja, ne, se pravi, ok, vrtimo, ne, se pravi, v bistvu te tipične, v bistvu patriarhalne konstrukte, ne, se pravi, ženska je niti ne fatalka,
čeprav kdaj se pojavlja, ampak v bistvu ta neka, skratka, tragična figura, ki molče trpi in skrbi, da skratka, družina skratka, živi in preživi in tako naprej. Se pravi, v bistvu prvi vtis je bil ta, da imamo neko patriarhalno konstrukcijo, ampak v bistvu, sem pa v bistvu začel razmišljati in v bistvu zmeraj bolj se mi je kazalo, da v bistvu malo bolj kompleksna zgodba je v bistvu nekaj, kar jaz imenujem, da imamo v Sloveniji, saj po teh filmih sodeč, patriarhat brez patriarha. Zdaj, kaj s tem mislim? Mislim to, da v bistvu seveda, kad govorimo o konstrukcijah spolnih identitet, moramo pač, vsi kulturni kodi so binarni. Zdaj, realnost ni binarna, ampak kulturni kodi so pač binarni, da si to ne razumemo. In v bistvu zdaj, če hočemo razumeti konstrukcijo ženske, moramo razumeti v bistvu potem seveda, kako je konstruiran moški, kako ta protipol v bistvu deluje, kako je ta dinamika. In zdaj, klasična patriarhalna je v bistvu ta zgodba. Moški je dominanten, odloča, samozavesten, on je tisti, ki gleda, ženska na drugi strani je gledana, pasivna, skratka, predmet poželenja, kakorkoli. To je ta zgodba. Ampak v bistvu, če pogledaš slovenski film, zdaj tle sicer moram poudariti nekje do osamosvojitve, ker so se potem začele stvari po mojem spreminjati, saj do ene mere. Skratka, imamo v bistvu zgodbo, da skratka, ženska je ta neka klasična, skratka, podrejena, trpeča in tako naprej, ampak da na drugi strani pa nimaš tega klasičnega patriarhalca, ampak imaš v bistvu nekaj, kar je izrazita značilnost slovenskega, recimo tega klasičnega filma, se pravi v bistvu končno ta zgubljen moški, se pravi zapit, zmeden, neodločen, antijunak, mislim, skratka vse. In to se začne že, vse je zanimivo v bistvu, ampak recimo prvi zvočni slovenski film na svoji zemlji, imamo junaka Drejca, ki ni junak, on noče v partizane, kaj bo zdaj tam del, si normalen, dokler ga potem njegova, v bistvu dekle v resnici, skratka, prepriča, da gre. In potem, dva filma kasneje, skratka, Svet na Kajžarju, se pravi, malo pozabljen film, ampak relativno velik, spet imamo isto zgodbo, skratka, zaljubljena sta. Prvi velik film od Berta Sotlarja, pozabil sem ime njegovega lika in ta njegova bejba in tako naprej, ampak v bistvu njo potem tam skratka napadejo in tako in on v bistvu ni junak, je ne reši, nima poguma. Hočem reči, in imamo skozi to, skratka vrti se z izjemami, kot so, recimo, tale, skratka, balada o trobenti in oblaku. Nema klasičnega junaka, moškega celo. Ampak to je zelo redko, se pravi, v bistvu praktično ni junaka v slovenskem klasičnem filmu, in če je junak, praviloma ni ta klasičen moški junak, patriarhalen, ampak so potem, ali je to pes, kala, ali je klavir, dobri stari pianino, ali so otroci, skratka, najoči Peter, ali pa, skratka, tist, Dolina miru, skratka, vse živo, če so junaki, ampak praviloma pa niti to ne, skratka, v bistvu, ampak je ena sama žalost in tragedija. Zdaj, dobro, okej. Zdaj, kaj to v praksi pomeni? Se pravi, v praksi pomeni, da v bistvu imamo neko hecno strukturo, se pravi, v bistvu žensko, ki je ujeta v patriarhat, ampak nimamo pa patriarha. Imamo neko totalno nevrotično situacijo, kjer v bistvu ženska na pol čaka patriarha. Hočem reči, bi bilo še to, da moškega junaka ni, bi rekel, to je super, to je v bistvu emancipatorno, zdaj pa lahko ženska pride, ampak v bistvu v klasičnem slovenskem filmu ženska ne pride, ampak v bistvu čaka, zgubljena je, tragična, fenomenalen ilustracija je Vdovstvo Karoline Žašler, ki se mi zdi, da je, genijalen film in, vse te zgodbe blazno lepo povzema. Tako da v bistvu imamo neko nevrotično situacijo, se pravi ženska, skratka ta odsotnost moškega patriarha je ne osvobodi, ampak ona še zmeraj kar tam čaka pa trpi. Zdaj moškemu je to še itak še hujš, zdaj še zaradi tega še bolj pije in v bistvu skratka neko tako čudno, pasivno sceno, kjer nimamo akcije. Hočem reči, to zmeraj poudarjam, ta Đerđ Lukács, znan mađarski teoretik romana, je rekel v bistvu za
strukturo klasičnega romana je značilno to, da imamo junaka, ki ima idejo, s to idejo gre v svet, poskuša svet spremeniti in propade. Ne. Skratka, in moja teza je, če pogledamo slovenski film, saj do osamosvojitve, je situacija taka, da v bistvu imamo junaka, ki pa nima ideje, niti ne gre v svet, res pa je, da propade. Tako da taka hecna. Imamo izjeme, imamo absolutno Najoči Peter, se pravi to partizanko Magdo, ki, mislim, prvi feminističen film, absolutno. Imamo To so gadi, kjer pridejo iz podeželja, ta Kavaca, njen frajer, ne pusti, da bi šla za šoferko avtobusa. Ona, ker je to pretežko za ženske, ona naredi ta tečaj ne tako kot moški, ampak tam popoldanskem šnelkurzu, mimo grede. Tako da hočeš, imamo te neke svetle točke, ampak v bistvu neko to. Zdaj, zakaj, da ne bom predolg? Sicer to je, težko bi to empirično preverjalo, odkje je ta čudna struktura, moška, ženska, pasivna, ampak moja hipoteza je v bistvu čistko, to sam za diskusijo, je v bistvu alkoholizem. Skratka, to malo pozabljena, recimo zgodba, zgodovina, to se učimo pač v tabori, pa skratka, whatever je bilo, pa Prešeren, pa Cankar, pa tako. Ampak recimo 19. stoletje, v bistvu ena taka pomembna stvar, ki se je zgodila, je bila ta agrarna reforma, se pravi konc feudalizma, kjer so v bistvu kmetje dobili svojo zemljo v bistvu prvič, in v bistvu hiše in tako naprej. In v bistvu ena taka tragedija, ki se je začela dogajati, to je bilo sredi 19. stoletja, v bistvu to, kakor kažejo pač, skratka podatki, da v bistvu ogromen teh kmetov zdaj v bistvu to hišo zastavili ali karkoli, da so si kupili, skratka dve stvari, skratka ena ta obsedenost s potrošnimi dobrinami, verjetno prvič v zgodovini Slovenije, takrat je začetek kapitalizma, recimo vsaka hiša je mogla imeti to stensko uro, recimo, in so kljub temu soldarja, skratka zdaj stenske ure moramo, to kot danes avto, skratka, to je bilo to, in druga stvar, začeli so, skratka, moški, skratka, blazno popivati, saj tudi prej, sam niso imeli veliko denarja in je denar omejeval pijančevanje, in zdaj se je začelo to, in v bistvu imamo kaj, to je moja zdaj neka ta hipoteza, v bistvu, imam patriarhat, s vsemi svojimi travmami, ampak v bistvu pomeni, imamo nekega breadwinnerja, moškega, ki prinese denar in vzdržuje in zdaj seveda je tudi neka simbolna figura, ta glavna, pater familias in tako naprej. Kaj se zgodi v Sloveniji? Se pravi, moški, skratka da več v bistvu ne nosijo denarja, ker pijajo, ampak v bistvu nažirajo družinski proračun, kar pomeni, da v bistvu zgubi svojo realno funkcijo. In v bistvu moški, skratka, ni več spoštovan, ampak je v bistvu, kako rečemo, ujeti v razmerje krivde do žene. To je v bistvu ta tipična Cankar zgodba. In v bistvu to postaja kulturni vzor, ker dečki, ki se identificirajo z očetom, s kam se identificirajo, s pijancem, z gubo. In kaj se začne dogajati, saj niso bili pa vsi pijanci, ampak hočem reči, začne se krhati ta, kako rečem, klasičen patriarhalen vzorc, po mojem, v Sloveniji, ki pomeni, da v bistvu imamo patriarhat, pa imamo neke moške, ki so mal, pa niso mal, pa ki so mal pijanci, pa ki so mal v krivdi, pa eni pa so patriarhalci, mislim, tako različno je, ampak nimamo stabilne patriarhalne strukture, saj skratka, če sodim v slovenskih filmih, in hočem reči, to se zelo pozna, je pa, kot rečeno, mogoče z tem, se pravi, slovenski osamosvojitveni film zadnjih desetletij, bi rekel, da mogoče se, zdaj ne vem, to govori v družbi naš širše ali kakorkoli, ampak malo se spreminja. Se pravi, v bistvu imamo, ko ne rečem, ni več taka poplava teh, ko ne rečem, zapitih, zgubljenih, skratka likov. So liki, ki v bistvu sposobni akcije, a to pomenijo, da se zdaj vračamo v neko klasično patriarhalno strukturo. Dobro, to zdaj ne bi bilo nujno nič dobrega,
Ok, ampak imamo tudi močne ženske like, ki se začnejo pojavljati, zanimivo. Ne? Imamo v bistvu ženske režiserke, ne? Čeprav dobro zdaj recimo, ne, spet zelo zanimivo tema, ne, ta Varuh meje od Maje Weiss, ne, prvi ženski film, ne, ki je v bistvu blazno ambivalenten v bistvu v tem smislu. Ne? Se pravi, imamo ne, 3 like in v bistvu good guy je tista, ki je konzervativna. Tako da, mislim, ampak priča o teh, ne, vsaj po meni, čisto kulturološko ambivalentnostih, ne, ki so tukaj prisotne. Ampak vse, ne, recimo, če jemljamo te velike filme kot neke indikatorje širših kulturnih, ne, premikov je zame recimo tle v Leru. Ne. A veš, mislim, tle imaš recimo nekega tipičnega slovenskega zgubo alkoholika, pasivneža, ne, ki pač tam ne, v študentskem domu nič ne naredi, misli, da če ogleda televizijo, bo vse v redu. Ne. Skratka, klasičen primer, ne, skratka, slovenskega filmskega junaka do osamosvojitve. Ne. Ampak, ne, se pravi, na koncu se odloči in naredi dejanje z velikim D. Ne. Se pravi, spakira se, ne, skratka, hočeš, moški se je zbudil, ne, naredil celo nekaj, kar ni bilo napačeno v tisto situaciji. Ne. Tako da se mi zdi, da malo se premika v tej smeri. Kaj pa, ko govoriš, pa prej si tudi o morali govoril, se mi zdi, da je ena ta velika tema tudi urbano-ruralno v slovenskem filmu. Ne? In to, recimo, ne, groza je velikrat locirana v ruralnem. Ja, to je tudi zelo zanimiva tema, lahko bi ful na široko govoril, ampak ok, mislim, da so res implikacije ful in družbenih in filmskih, ampak tako. Ja, jaz mislim, da za slovenski film spet se stvari spreminjajo v zadnje čase, ne? Ampak je pa zelo dolg časa bila, jaz bi rekel, ga je zaznamovala neka ta, ne, skratka, strah pred urbanim, ne, skratka, neka ta urbana travma, ne, se pravi, in to se gre od samega začetka, ne, Triglavske strmine, Kraljestvo Zlatoroga, Kekec, ne, vsi te, ne, skratka, Notar od Klopčiča, toliko filmov v glavi, no, skratka. Ja, Cvetje v jeseni, hvala. Ne, skratka, ne, zmeri je, ne, kočem, mesto nas utesnjuje, mesto je nekaj slabega, ne, in v bistvu, ne, skratka, srečo, neko, ne, kočem, dobro, ne, počutje, to je zmeri nekje na podeželju, ne, zmeri je na vasi, ne, in v bistvu mesto, ne, mislim, recimo, ogromno bi lahko govoril, ampak recimo zelo mi je indikativno recimo Srečo na vrvici. Ne. Skratka, Srečo na vrvici je v bistvu zelo urban film. Ne. Se pravi, in mislim, mi je super tudi po tej plati, ne, in tako, ampak hoče še mislim, da je urban skoraj nenamenoma. Ne, ker v bistvu zgodba je v bistvu v resnici kontra. Zgodba je v bistvu mesto je grozno, otroci ne morejo imeti kužka, ne, doma in potem šele na koncu, ne, skratka, tam ne tečejo po onih travnikih, ne, ki je sicer imaginarno, ne. Ampak hoče ne spet v bistvu mesto je grozno, bloki so katastrofa, ne, kje so stari dobri časi, ki so, ne, skratka, otroci lahko tam po onih poljanah laufali in tako naprej, ne. Zdaj, res je, da je v bistvu film, tako, malo se je obrnil, v bistvu film je, ne, končno nekako je izpadal, da v bistvu teh blokih v bistvu dobro res kuškov ne moramo imeti, ampak je super, Indijanci, kaj vse se počne, ne. Ampak hoče reči tudi v tem, na nek način, njegov relief, njegova tekstura, ne, se pravi, to je res urban film, ne, bloki, beton skozi, ne, laufa je tam po Ljubljani, ne. Skratka, ta film ima v bistvu, tudi ta film, ki ima zelo urbani relief, ne, v bistvu je kakšno sporočilo je v bistvu urbano in grozno. Ne. Zdaj, seveda, zanimivo vprašanje je, od kje to prihaja. Ne. Zdaj, spet, ravno kompleksne zadeve, jaz pač tako gledam, no, čistko, ne, to je neka zgodba, ki se mi zdi, da v bistvu tipično, ne samo slovenska, ampak v bistvu vzhodnoevropska. Ne. Se pravi, v bistvu vzhodna Evropa je imela v bistvu ta, ko rečem, mesta relativno, ne, velika, močna, v smislu, ko rečem, izobražene, progresivne populacije in tako naprej. Ne, in v bistvu, ne, tle je potem prišel, ne, skratka, razpad Avstro-Ogrske, potem druga svetovna vojna, ne, skratka, pobijanje Židov in tako naprej. Ne, in v bistvu, če pogledaš, recimo, ne, posod je isto. Ne. Praga je bila pred
Prvo svetovno vojno v bistvu mesto, kjer je bilo 1/3 Čehov, 1/3 Nemcev, 1/3 Judov. Ne. Se pravi, po 30-40 letih, po koncu druge svetovne vojne, so bili samo še Čehi. Ne. Zdaj, Jude so pobili, Nemce so izgnali, ne, skratka, to je to. Budimpešta, ne, skratka, 1/3 Judov, intelektualci, novinarji, pravniki, to so bili vse Judje, ne. Ogromen Nemcev, ne. Skratka, po koncu druge svetovne vojne spet, ne, koncentracijska taborišča, nacionalizem, komunisti so, ne, skratka, da ne govorim, ne. Ne, spet v bistvu, ne, samo Madžari, ne. Isto v bistvu slovenska mesta, ne. Maribor v bistvu to je bil pretežno nemško mesto, ne. Ko v bistvu pač Nemce preženejo, pobegnejo, karkoli, ne, pridejo ljudje z podeželja, isto Ljubljana. Ljubljana recimo, ne, skratka, ogromno Nemcev in predvsem v bistvu to so bile najbolj izobražene, ni v slovenskem nacionalističnem diskurzu, tako da tega se ne učimo v šolah, ne. Ampak hočem reči, ne, skratka, Nemci so bili v Ljubljani, recimo, zato to je bila napredna, ne. Recimo, če se govorimo o filmu, ne, se pravi, film, ki pride v Ljubljano, ne, začetku 20. stoletja, ne, se pravi, resna poročila v bistvu v filmu pišejo nemški časopisi, ne. V slovenskih časopisih je v bistvu kino, skratka, groza. To Bog ne mara, to je nespodobno, ne, hočem reči, ne, ne, Buh vari, ne, hočem reči, ne. In spet, ne, ja, ne, skratka, zgubili, ne, pač Nemci so šli, bili so pregnani, tudi pobiti, ne, skratka, isto, ne, skratka, primorska mesta, tudi recimo buržoazija, ne, ali karkoli meščanstvo, ne. Tako da v bistvu, ja, ne, in imamo v bistvu eno tako hecno, ne, skratka, posod v vzhodni Evropi se to zgodi, ne, pridejo ljudje z podeželja, v te tovarne, ki se gradijo in rata neka, jaz bi rekel, no, ne bi jaz rekel, ker to se nisem jaz spomnil, ampak imamo neki izraz, urbana kultura, ne, se pravi, neka mešanca urbanega, podeželskega, Sloveniji, mislim, v Ljubljani, recimo, ne, tipično vidiš, ne, se pravi, ljudje, če je vikend, čim v hribe, sorodnikom na podeželje, ne, skratka, dajmo pobegant, ne, čim prej, čim dalj. In ne, imamo neko kulturo, ki imaš, ne, skratka, podeželje, pa imaš ta predmestja, primestja, ne, to neko urbana mesta, ne, skratka, manjka ta urbana senzibilnost. Zdaj, hočem reči, ne, da bi kakorkoli, da je urbano nujno dobro ali pa boljše ali karkoli, ampak jaz mislim, neka zdrava kultura ima eno in drugo, urbano in ruralno in tako, nek dialog, neka dinamika, ne. To, kar imamo mi, v bistvu manjka urbano in kar mislim, da se pozna tudi v slovenskih filmih, ne. Je pa res, kot rečeno, mislim, da se stvari malo premikajo, recimo, ne, spet sam navržem primer, ne, od Urše Menart, ne. Ja, nočem biti več luzerka, ne, skratka, čisto v redu se počuti v mestu. Hočem reči, ne, urbana tekstura, urbana vsebina, ne, se pojavlja, ne. Pa ko si govoril o tej sreči, ne, na Vrvici, sem se spomnila tudi tega Šterkovega filma Pojdi z mano, je bil Pojdi z mano. Ja. Ne, ki pa ima to obratno, ne, strukturo, je ta malarija v nekem blokovskem naselju in potem se odločijo, da bodo šli na podeželje in je podeželje v bistvu to mesto, ne, velike groze. Ja. So neki čudni ljudje, pa ali pa idila, ne. Menstruacija, kar po nogah teče, pa neki morilci, ki se v gozdu skrivajo, skratka. Ja. Tako da je mesto v bistvu, ne, tisto zatočišče, kjer je vse okej na nek način, čeprav malo ne hočejo pobegnati, ampak potem se podeželje zares izkaže za še slabše. Ja, se pravi, stvari se malo, ne, tudi idila, ne, lep primer tega, ne, se pravi, ne, do neke mere se spreminjajo, ne, zdaj, ok, širše, ne vem, kaj mogoče, ne, pač se počasi urbaniziramo in tako naprej, ne. Tako da, ja, ni čist črno-belo, nikoli, ampak recimo, če govorim, jaz mislim, slovenski film do osamosvojitve se blazno vrti, tako ali pa drugačne, se pravi, okoli teh motivov, ne, se pravi, mesta kot nečesa utesnjujočega, slabega, ne, in v bistvu, ne vem, Ples v dežju, ne, največji slovenski film, ne, to je vse groza, ne, v tem smislu. Sva že 1 uro, tako da, ja. Tu bi pa jaz zdaj mogoče na tej točki še vprašala, če ima kdo kako vprašanje. Zdaj samo eno kratko intervencijo, slovenske kinoteke, ko ste govorila prej o temu, da zgodovina slovenskega filma v bistvu ni, kako bi rekli,
da je zamolčana, oziroma da ne moramo videti, nove generacije ne poznajo. Si pozabimo omeniti slovenski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, ki je čuvar v bistvu slovenske filmske zgodovine. Ne? In problem pa je v tem, ker so tako oni kot inštitucija podhranjeni, slovenska kinoteka je podhranjena z restauriranjem in digitalizacijo, da se morajo ukvarjati v bistvu ljudje s osnovnim znanjem tega, ne, pri nas ni šole za to. Je pa od letošnjega leta dalje Ministrstvo za kulturo podelilo slovenski kinoteki mandat za restauriranje, skupaj z 3 inštitucijami Slovenskih filmskih centrov in arhivom se oblikujejo prednostne liste in nekako je v planu, da bi v naslednjih 4 letih po 10 celovečercev se naredilo na leto. Čudovito. Imamo v Sloveniji 2 firmi privatni, ki se s tem ukvarjate, to je zelo dobro predmeta. Noče pa ministrstvo v bistvu kupiti opreme kinoteki, da bi se tudi naprej s tem ukvarjali. Si pa verjetno tudi v arhiv tudi hodil gledati na Mozjolo filme in jih tam pač dobil, ne? Ja. To si prej pozabil. Ja, hvala, tega niti nisem vedel, tako da hvala za to, ta novo, ne, po 10 filmov na leto, da je v načrtu, to se mi zdi fenomenalno in sem navdušen. Tako da hvala, zdaj v bistvu, ja, jaz razmišljam, tako nekaj bilo tudi dobro, da je saj vmes, ne, ali pa do takrat, ali karkoli, ker v bistvu, zdaj, recimo to, kar sem jaz gledal, se to je, katastrofa za filmska kritika, ti težko, v bistvu, to so tako slabe kopije na nekih 200krat presnetih VHS-ih, da v bistvu jaz si skoraj, recimo, fotografije ne upam več ocenjevati, ne? Ker v bistvu enostavno ne vidim neke silhuet, obrise tam, ker sem taj rekel to, ne. Skratka, recimo, ne vem, verjetno so vsi slovenski filmi bili prikazani na televiziji? No, večini slovenskega filma vsak torek, ko se bo normaliziralo v kinoteki, pa če dejansko to edini način, na televiziji pa ne vem, če so vsi bili. A niso, ampak recimo, kako oni to verjetno nek format dajo, televizijski ali kako, da bi bilo to dostopno. V bistvu digitalizirajo, zdaj so, ni bilo možnosti restauriranja in zdaj se je problem pojavil, ker se ni vedel, v kakšnem stanju so negativi filmov. Restauriranje in digitalizacija se dela iz negativov in je to glavni problem, da se tako zadostiti kvaliteti. Se nam pa že zgodil Kekec vmes, ki ni bil pravilno narejen in je zdaj še enkrat obdelavo. Ampak največ problem je pomanjkanje kadra iz tega področja. Absolutno, no, tako da jaz to ful opozarjam, to je res problem, ampak mislim tudi recimo naslednji korak, ne, zdaj ne vem, pred časom se to vidiš, ne, jaz mislim, naslednji korak bi mogel biti, v bistvu te filmi bomo online zastojn, ne, pred časom se eno čudovito, ne, skratka stran za madžarski film, ne, ogromen teh njihovih klasik, ne, nič ni treba plačati, nič, enostavno, z angleškimi podnapisi, promocija madžarskega filma, lepo, ne. Ja. To mislim, da bi bil naslednji korak, ne, se pravi, in za nas, in za tujce, recimo. Imamo pa še bazo slovenskih filmov, sem to še, da to meni, ker je zdaj referenčna postala in končno, ne. Je pa super, ja, absolutno genialna zadeva, vsaka čast ekipi, res. Ja. Še kdo? Mogoče kako vprašanje, komentar? Potem bi te pa še sam za konec jaz mogoče vprašala. Zaradi tega, ker meni je to res ful zabavno branje, no? Tudi ta knjiga, tudi na račun tega, da, kot si rekel, vključuješ intervjuje, vključuješ pa tudi veliko enih anekdot, do katerih sicer ne vem, kak si prišel, na kakšne načine, ampak so ponavadi dosti smešne, ravno pri Karolini Žašler sem se spomnila, ko so tisto balo, ko se je po hribu kotalila in se vsi lovili med snemanjem. Pa me mogoče zanima, no, če nam še za konec poveš kako svojo anekdoto. Ja, mislim, tako, meni je zmeri zanimiv, mislim, tako, ne probo sem na večjih nivojih pisati, ne, se pravi, v bistvu resna študija, filmska kritika, kulturološka, pa mogoče tudi, mislim, hočem reči, to je življenje, trači, ne, tako bo človek brez tega, ne. Tako da sem pol Haresu, režiserja, zmeri, dajte mi povedati malo, kakav projekt, budžet, ne vem kaj, ampak kak je trači. Tako da, v bistvu, ja, sem, če se le dal to vključiti. Ena najljubših mi je še starejša, ki se je ustanovil ta Viba film, najprej je bil Triglav film,
Pa so pol povabili Čapa, ne, iz Nemčije, skratka ta direktor Tuma ga je povabil, ne, ker je videl, da Slovenci ne znajo lih dobro snemati filme. Čap je bil, ne, skratka majster in tako naprej, ampak mu je dal to plačo, ne, je bil deal, ne, skratka nemško plačo je imel Čap, ne, v Sloveniji, kar je bilo, ne, skratka velik denar in seveda strašna zavist je bila med slovenskimi mladimi režiserji, ki so bili tudi malo užaljeni, ne, ker so jim je Tuma rekel posredno, da ne znajo snemati. No in so potem ustanovili Vibo kot nek, recimo, slovenski studio, ne, kjer ne bomo zdaj teh tujcev imeli, pa tako. Dobro, to je bilo celo dobro, ker pol je Triglav zaradi enih komplikacij zamrl in je potem Viva bila v srednji studio. Ampak mi je zabava, no, skratka, kako so ustanovili Vibo. Dobro, najprej je bilo to kot podružnica teh udruženja srpskih filmskih radnika, pol so šele preimenovali, ampak je bilo to nek banket v skratka dvorani hotela Union, ne, ampak ker je bilo to relativno malo po vojni, skratka je bilo na vabilu pač pisano, skratka vse to bo, ne, skratka za jest, ampak ne hrenovke pa prinesite sabo. Skratka se bomo mi pekli, samo morate. Tako da dobro, ne, to je pač življenje. Evo, začetki slovenskega. Ja, nič. Potem, če ni drugih komentarjev, pa vprašanj. No, ja, mogoče, če si v tem obdobju razmišljate tudi o tem, ko se film samosvajate tudi literature, to je sicer že bila ena študija, Matjaža Rudolfa, kjer ugotavlja, da v bistvu tretjina slovenskih celovečercev je nastala po literarnih predlogah. Ja. Pa še mogoče še en drug tak predsodek, ki je bil dosti pogosto, da ko se slovenski film v tem obdobju osamosvojil od gledališča, če upoštevamo recimo to, da je pač večina filmskih igralcev zaposlenih v gledališču. Zdaj se spomnimo ene misli igralke Ive Kranjske, rekla pač gledališče je za igralca vsakdanji kruh, kino je pa tortica. Produkcija mogoče ni takšna, da bi lahko bil to nek samostojen poklic. Koliko se v bistvu mogoče v tem obdobju film osamosvojil od literature, od gledališča? Dobro vprašanje, ja, mislim, tako bi rekel, hecen je pač ta nek, pač Slovenija majhen prostor, neogibno, ne, majhna produkcija. Jaz sem zmeri smo lahko srečni, da jo imamo, ker v bistvu je res, mislim, ni nič samoumevno. Zdaj, v praksi to pomeni, da se celo zgodovino slovenskega filma v bistvu prepleta, ne, skratka slovenski film in gledališče in literatura, ne, motivično, vsebinsko in tako naprej. Jaz mislim, da je v bistvu en tak dober, ne, končem velika, dober, ne, emancipacija, ne, je bilo že 60 leta, ne, z novim valom, ne, Hladni klopčič, mislim, ker začnejo v bistvu počem filmi, ki so res filmski, ne, se pravi, ne, tudi če je, recimo, ne, pri Hladniku, ne, se pravi, je po ta ples v dežju, ne, in po literarni predlogi, ne, ampak v bistvu je ne čutiš, ne, mislim, ker film je filmski, je znajdel to filmsko govorico, ne. Kar se tiče v bistvu filmske igre, ne, zame v bistvu 70. leta, ne, ta ne, fenomenalna generacija, ne, Milena Zupančič, no, skratka, Rac, ne, skratka, pa Kavaca, ne, skratka, to so res filmski igralci. Res je tudi, takrat je bila relativno, končem, redna produkcija filmska, ne, tako da so se mogoče lahko malo ulaufali, ne. Zdaj danes, ja, ne, prepleti so, ostajajo, mislim, da od gledališča, se pravi te gledališke igre, smo že kar daleč, no, tako da v bistvu to mi je manjši problem, bolj je vprašanje literatura, ker v bistvu, ne, načelno, ne, literarne predloge so triki, ampak v bistvu to, kar se, če gledamo v bistvu, ne, pa je tudi lahko triki in mislim, da doskrat je, čeprav doskrat pa dober rata, no, se težko je soditi, ne, je pa v bistvu, kaj se, ne, ponavadi je, ne, v zadnjih, ne, 30 letih alternativa, da v bistvu režiserji pišejo svoje scenarije, ne. Zdaj, a je to dobro, slabo, ne, skratka v nekem, hočem reči, ne, pač Slovenija, zdaj vsi neki, vsak more, ne, se tudi, mislim, ne, malo je to razumljivo, ampak je pa tako, scenarij je drug posel, ne, in, ja, To je problem akademije, mi smo tako imeli prej Inkreta, pomenijo scenarij, Blagi vezali imel scenarij, in dramaturgi so pisali scenarij, še zdaj mislim, ko predava Miroslav Mandić, da oni pišejo, da morajo, da imajo prav obvezo, da pišejo scenarij. Ni mogel ben drug pisati, če meni zna. No, se to hočem reči in predvsem v bistvu Sloveniji, ja, jaz mislim, da, popravite me, če se motim, ampak jaz ne vem, če obstaja sploh en sam
filmski scenarist v Sloveniji, ki bi živel od tega posla. Ne, hočem reči, in dokler imamo to, ne, potem je pač to, ne, ali režiserji pišejo sami scenarije, ali pa zdaj ne, po literaturi ali karkoli, ne, skratka, tle je pač ta pomanjkljivost majhnega sistema. Ne. Pričemer, ja, ni nepomemben, ker zdaj, ne, če mogoče ena stvar ne odpreme, recimo, če gledam slovenske filme, jaz mislim, da ne, kadar padajo, ne, kadar ne funkcionirajo in tako naprej, jaz bi rekel, da ta glavni problem je ponavadi scenarij. Ne. Ker v bistvu tehnično so relativno, hočem reči, ni neki, da bi zdaj ne, v svetlobo ni znal ali karkoli, ne, vse kar nekako, ne, eni malo boljši, eni malo slabši, ne, ampak če se kje zatika, so v bistvu scenariji, ampak se pravim, težko je, jaz lahko je meni kritizirati ali karkoli, ampak ne, če bi bil zdaj filmar, ne, jaz bi z veseljem njega, ampak če ni scenarista. Ne, ampak zato je društvo režiserjev scenarnico začelo furati tečaj pisanja scenarija, vedno več sodeluje tudi s tujimi profesionalnimi scenariji in tako dalje, kar dejansko se spreminja. Ja, to bodo prvi filmi zdaj na letošnjem FSF-ju, ki so nastali prav na scenarnici, se pravi, v bistvu scenarnica zdaj poteka 6. leto, tako da 5 let recimo je ta neka inkubacijska doba. Ne? Inkubacijska doba. No, me zelo zanima, ne? Ampak se pravim, tle je tako, no? Mislim, kakor sem jaz doskrat čist kritičen do kakšnih vsebin in tako naprej. Sem po drugi strani razumevajoč, ne? Ker to so super stvari, ampak veste, mislim, kako težko se primerjati s Hollywoodom, ne? Ker imaš 12 profesionalnih scenaristov, ki delajo na enem scenariju, mislim, ne? En pa drug, pa rewrite, pa dialog, pa tako naprej. Pa dobro, ok, se v bistvu Hollywood man junk, ampak hočem reči, ne, mislim, to je čist drug plan in če se mi zdi, kje se to pozna, ne, seveda enostavno se pri scenarijih, ne, ta majhnost filmskega sistema, ne. Ampak se pravim, kljub temu se mi zdi še zmeri, ne, na odgledno se tebi še zmeri dober, ne, slovenski film. Scenarijo pa ne nastane tako malo v Sloveniji. Aha. Že v komisiji, če štejemo scenarij in tehnika skupaj. Ja. Bližno 80. Aha, no to ni čisto slaba številka, ne samo, a so to hobi scenariji? Eni se potrudijo. Eni so... Aha. Eni se pa pač trudijo. Ja. Ne vem, pol scenarij je travo, kad je glavni. Ja. Skupim devalec, no. Ja. Tako boš mi naslednjo temo, kdaj se je trava pač pojavila, pa kdaj se je razvila. Aha. A bo naslednja knjiga, Peter? Ja. Se pravim, zaenkrat mislim, da ne. To je lahko to je huge stvar, ki jo dejansko moram početi bolj ali manj v prostem času, ker mislim, ne, pač na faksu neki nas točkujejo in končno praktično je ta sistem narejen tako, da v bistvu take projekte v bistvu sankcionira, namesto da bi jih spodbujali. Jaz to pač razumem, tako znanost deluje in tako naprej, ampak malo je samomorilsko, ne, ker pač, ne, če jaz to počnem, potem ne morem početi tega, kar ne, od mene pričakuje faks, raziskovalna skupina in tako naprej. Tako da najmanj, kar je, bom par let pauze vzel, potem pa mogoče spet, ker moram reči, kolikor je bilo naporno, to pa zmeri, pa mogoče za zaključek, ne, mi je bilo pa izjemno zadovoljstvo, ne, skratka, zanimiv mi je odkrivati filme, ki so pozabljeni, dobri, super, tudi te filme, ki sem jih videl, pa še enkrat pa najdeš ene nove stvari. Mislim, da je slovenski film, ok, majhen, butičen, ampak simpatičen, intriganten, zanimiv, veliko pove v Sloveniji. Tako da, če sem se boril, s čem sem se še najbolj v bistvu sam sabo, ker nisem znal stavkov oblikovati, ne, mislim, ni mi bilo, mislim, vse patrioti, vse, če so zanimiv. To je isti problem hrvaški film. Ja. Totalno isti problem kot Slovenija. V kakšnem smislu? Da to pol Hrvaške ima rada Slovenija, mnogo pa totalno zavrača. Ni isto kot Slovenija, ker Slovenija je tudi nekaj 50-50, tako bi rekel. Ja, se pravi... Naprimer, tale Matanič, ki je v Kanu dobil nagrado 45 €. Aha. Gledalce. Za film v Kanu. Ja. Hrvato je 4 milijone. Malo, zelo malo. Ja, mislim, da Hrvati sicer imajo neko
slabšalno okoliščino, ki jo na srečo mi nimamo in v bistvu vsaj ne na tej ravni, ne se pravi ta politika. Ne. Dobro, imamo v tem smislu, kot... Ja, in pa so te politični filmi, ne, mitogradeči, kaj so že, mitologizirajoči, ne, ker mislim, da ne nacionalna zgodovina in tako naprej, mislim, da v bistvu na srečo mi tega nimamo veliko. Zadnji takšen, po mojem, je bil Prešeren, ta, ne, skratka, kako je že naslov, ne, pesnikov portret z dvojnikom, dokjer ga sem blazno kritičen, bom iskreno povedal, ne, ampak dobro, ne, ampak na srečo to je malo tega, ne, tako da. Tle smo na boljšem od Hrvatov, mislim, da vendar. Imamo pa predsednika vlade, ki nima rad filma. Ja, ampak recimo, da ni večen, ne. Obsedenost z narodom pa je ne. Tako da jaz se bolj bojim tega drugega, ne. Okay. Nič, mislim, da. Tiho postavo, mislim, končal si, če se ne motim, sred prve desetletja, ne? Ja. Ko si postavil tiho, si rekel, zdaj pa... Viš kaj, gotovo tle sem iskal neko mejnik, to, kar je bil Remington, ampak sem ga gotovo, da v bistvu ga ni, ne, zato, ker v bistvu se to pluralizira, se ta avtorska poetika. Dejansko začnejo, ne, skratka vsak, kar je v bistvu fajn, kar je zdravo. Ne, jaz mislim, da je v bistvu tam nekje po preporodu, ki je slovenski film rešil, v bistvu nastopilo nekaj, jaz bi rekel, obdobje zdravega slovenskega filma. Ne? Ampak zdaj, kjer film povzema to zdravje, pa nekako za Boga nisem znal identificirati. Ne? Tako da moram reči, da sem se ustavil to čisto iskreno. Ne? Skratka, enkrat sem pisal in enkrat sem imel totalen blackout. Jaz ne morem enega stavka več napisati. Nimam distance, nimam moči. In sem rekel, skratka, to je to. Mislim, da je bilo pa pretty much vsem, kjer bi, ne, ker ne, začne se to neko obdobje, neke normalne kinematografije, na nek način prvič v zgodovini skoraj slovenskega filma. Ne, raznoliki so, ne, in delujejo, ne, ampak kjer film je znak te nove normalnosti, tudi zdaj malo distance ne znam reči. Tako da v bistvu čisto red. Evo, na tej točki se bom jaz ti zahvalila za pogovor. Hvala vsem za potrpežljivost. Hvala vsem, da ste prišli na pogovor. Pa ne vem, upam, da tretji del za 40. obletnico slovenskega filma. Okay. Hvala tudi tebi, Jasmina. Ja.